Ok, dobrodošli nazaj, še en kolesarski človek, danes je z mano spet Petra, šla bova pa čez par stvari, ki sem si jih jaz tukaj zapisal, tako da zdaj probam biti bolj zorganiziran. Se pravi, pauza za kolesarje, zakaj se je dobro vzeti, kdaj se vzame, to bo šla čez. Potem na koncu greva še kako se obleči, se pravi na kolo, zdaj sploh v tem spomladanskem času. Petra gre pol direkt na kolo. Jesenskem. No, spomladansko, jesensko, vse isto. Ja, vse isto, ampak ja. Obleči se isto. Se zbiraš pomlad, ampak okej. Evo, Petra je že oblečena, tako da to, jaz imam pol za Petro še par vprašanj. Vmes bova pa še logičen naše akcije podarila, če hoče kdo še testirati kolesa, niš pa obroče, zdaj je cajt, zdaj je kar nekaj zanimanja, no, tako da pridite mem, dobite kolo in je to. Malo bova šla še čez velo runde, kako je zdaj off-season potekale, tako da zdaj na začetku so pa rekla, da bova najprej, pa lahko tudi vi komentirate pol spodi, se pravi, kako bojo veliki šterje, na kere dirke vse bojo šli, s tem, da bo zraven dodala pol še kakšno klasiko ali pa svetovno, ali pa karkoli, se pravi. Vingegaard, Roglič, Pogačar, Remko, Petra, na kere dirke bojo šli naslednje let, glede na to, da se vsi kao Pogačare bojijo. Ja, to bo zdaj mi da pač ugibala, ne, da naj ne bojo takoj poteptali. Pa ugiba se, to ni zdaj. Ja, sej tudi vi dajte ugibati pol od spodi, ker naj jo tudi zanima, kaj vi mislite. Zdaj sem že tako rekla na začetku, sem že zdaj na koncu sezone, da verjetno Pogačar šel drug let kar isto, da najboljše bi mu bilo, da gre isto voziti, kar je vozil, pa spet ponovi celo sezono, ki je letos, čeprav skozi prav, da je to neponovljivo, ampak jaz mislim, da za naslednjo še lahko ponovi, razen da bi Giro zamenil za Vuelto. Upajmo, da ga bo, a ne. Zdaj nekje sem že brala, da je, kot ne bi že potrdil, da vseh treh sigurno ne bo vozil, da bi še Giro in Turin, da to je že pač dal izjavo nekako, da to ne. Tako da jaz, se pravi, zdaj, če si ti bil pri Vingegaardu, se pravi, Vingegaard bi rekel, da bo sigurno šel na Giro, ker mislim, da bo kar pač glede na to, kako se zdaj le govori o tem, mogo jeti. Pa Tour definitivno, kakor smo njega navajeni, glih ponovati veliko drugega, kaj dost ne dirka, mogoče bo verjetno še kaj prej odpeljal, čeprav verjetno, če bo šel na Giro, prav veliko ne bo več kaj dost vozil. Bilo bi zanimivo ga mogoče videti na svetovnem prvenstvu, da bi imel Pogačar vsaj kakšno konkurenco. No, s tem sem že napeljala na to, da računam, da bo šel Pogačar drug let spet na svetovno prvenstvo, tako kot sva gledala, kaj naj je presenetali v Afriki, ne, v Ruandi. A si gledal traso? Ko pa je doma skoraj 5000 višincev, je res? Se pravi, ta daljši klanc je skoraj 6 km, okrog 6 km dolg, povprečje, mislim, da sem si prav zapomnil 5,6, s tem, da je par še teh krajših, ki so tudi pa so tudi kakšni krogi? Tudi, ja, krogi. Krogi na klanc? Ja. A na ta 6-kilometrski klanc so krogi? Ja. V vsakemu krogu je ta noter, pa še pal krajših vzponov, tako, ki so tudi, mislim, da ta najtežji je tudi okrog 10%, tako 500 metrov. To bo pa šel sigurno, sem skoraj zdi, da to Pogačar. Ja, je mogoče še bolj za klancarje, kukar je bil ta krog zdaj. Zato, ker tukaj so sam par krogov naredili, ne, tukaj pa zgleda, da bo pa samo v tem krogu noter. Aha, da ne bo... Se ne vem, kjer drugje vozili. Saj tako je, pač ne vem, sem jaz prav razumel ali ne, traso, ki sem pogledal, ampak ja. Dobro, sem malo šla na hiter zdaj, ker ne je zanimala. Ja. Ampak ja, tako da bi jaz bi tako Vingegaarda bolj, se pravi, rada videla na svetovnem, no, pa to zdaj verjetno, da se bo mogoče na to fokusiral. Zdaj Remko, ta itak na Tour bo šel, na Tour bo šel skoraj sigurno, mislim, ne. Zdaj, kaj si bo še zbral, a bo šel še kakšen Grand Tour pelat ali ne. Sigurno bo vozil od teh klasik, kakšen Milano, San Remo, ne, to bo tudi sigurno poskušal še kaj dosežiti, pa tudi kakšne druge klasike, ampak napoveduje zelo veliko borbo Pogačarju, je že rekel, da ne se pazi naslednje let Pogačar, tako da v Remkotovem stilu. Zdaj ja, te kronometri mu kar ležijo. Roglič pa zdaj tukaj spet samo mogoče ugibanje,
Ampak če bi ugribala, bom rekla, da verjetno bo sigurno še poskušal v naslednji sezoni s Turom. Kar se tiče teh 3-tedenskih dirk, če bo še kakšno drugo, dvomam. Po moje se bo še kar fokusiral na ta Tur, pa se pravi dirke, ki bodo pogojene s tem, te kakšno klasiko spomladansko, pa jasno pol tile tudi jesenske, mogoče se jim bo malo bolj posvetil kakor letos. Na svetovnem prvenstvu ga pa pol ne vidim sploh v tem smislu zdaj. Edin, če se bojo ekipa organizirala, pa šli pomagati, da bi naredili še eno, ker glede na to, kaj Pogačarju všeč tale mavrična majica, bo sigurno vse naredil, še zdaj obdrži en let. Ja. Mislim, jaz praktično bi se z večino strinjal, razen s tem, se pravi, jaz sem dal vsem, da bojo šli na Lombardijo, sam za Pogačarja sem dal še, da bo Milan San Remo tudi zihar vozil, mogoče še kakšno drugo klasiko, ampak to je pa to. Pogačar, Remko in Roglič imam vse za Tour Vuelto, medtem ko Vingegaard Giro Tour plus svetovno. Jaz mislim, da bo Vingegaard naslednje let svetovno, da mu bo kar velik target. Tako da to je to. Kar se tiče zmag Pogačarja, jaz nisem toliko ko bi rekel, suvereno, samozavesten, kakor ste vsi stali. Jaz mislim, da če v naslednje let ali pa če bo še kadarkoli pol toliko zmag dosegel, kakor jih je letos, da bomo vsi zelo veseli. Se pravi, do 15 zmag na sezono je noro. Pač govorimo na teh dirkah, ki jih on pač dirka. Ne govorimo zdaj, ne vem, dirka po Sloveniji, pa da bo tam pač vse nagonil, ampak pač te res največje dirke. Če mu rata 15, jaz mislim, da bomo isto, če ne še bolj veseli, kakor letos. Ker letos je tako, da so praktično vsi so bili poškodovani ali so bili pa bolani dost in sem zihar, da take sezone tako dominantne, tako kot se letos govori, ki ga vsi dajajo v doping itd. Jaz mislim, da tega ne bomo več videli. Pač ne verjamem, zato ker to se je kazalo vsak let že z kar dostimi kolesarji, pol pa naslednje let se pa kar vse kar dosti hitro zravna. In mislim, da tudi zdaj za naslednje sezone, da bo isto, no me rekel, da ne bo še vedno zmagoval, da ne bo dominantno zmagoval, ampak ne bo pa čez celo sezono pač kar vsako dirko, ki jo napove, pač jih tako odpihnil, kakor jih je zdaj. Vsaj če jih bo, super, jaz sem čisto vesel. Ja, se to so res, da so to vse neke želje, ker imamo jih Slovenci mogoče res tukaj velike želje, ampak čistko, jaz mislim, da ne bi bilo nerealno reči, da bi pa drug let mogoče, to res velik zmag, kakor jih je letos dosegel, ampak pa res dominantno dosegel s temi pobegi, ampak se na tak način take dirke, mislim, da lahko res tako on zmaga, ne? Ker se ne more v šprinte spuščati. Pa tega je bilo že veliko, mislim. Ja, sam ni bilo toliko, se mi zdi, da bi pa kakšen... zadnje cajte je zmagal, so bili daljši pobegi. Ja, sej to pravim, da zdaj vprašanje s takimi pobegi, če res lahko še zmaguje, ne? Meni je 30-40 km ja, ogromno je daljši pobeg. Ampak ja, rečemo, da tudi se mi zdi, da je motivacija dosti večja takrat, ko si slab, kakor takrat, ko vse zmagaš. Se pravi, govorim bolj za njegovo konkurenco, se pravi za ostale tri. Mislim, da so lahko dosti bolj motivirani takrat, ko ne zmagujejo, pa ko vidijo, koliko je en boljši, kakor takrat, ko se pravi, ko je kontra. Ne? Ti, ko si na vrh, čeprav jaz mislim, da pač pustimo, jaz ne poznam, po mojem mnenju, po mojem mnenju, jaz pravim, da oni štirje si čisto v realnosti, čisto na vsaki dirki niti niso konkurenca. Ne? In tudi Vingegaarda poznamo in vemo, da na zelo malo dirk hota. Ne? Zdaj, bo letos to kar spremenil, pa na kakšno dirko šel več, bomo videli. Ne? Njega je pomemben Tur, vse ostalo. Ja, zdaj, če se bo sredotočil na Giro, potem ga verjetno pred Girom sigurno ne bomo videli na ne vem kakšnih dirkah. Ja, te enotedenske. Mislim, to, kar je standard pripravljalnih dirk, se so... Ja, samo on je bil že prej pred Turom, ni bil na tolikih dirkah, kot je bil recimo Pogačar na dirkah pred Turom. Ne, Pogačar je še klasike vozil, ampak če pa gledamo enotedenske, recimo Vingegaard je stil Fruma, ne. Vingegaard je stil Fruma in
Zdaj vprašanje, a je to zaradi tudi mogoče telesno, da vse ne vemo, a je sposoben sploh toliko odvoziti, kakor je recimo odvoz Remko, kakor odvoz Roglič. A je sploh sposoben toliko odvoziti? Vsega še nikoli nismo videli. Pa ne, pa se je kar dosti kolesarjev, mislim, se oni so imeli kar dosti podoben pripravljalni, pač ta pripravljalne dirke so bile dosti podobne v začetku sezone, razen da je Pogačar še klasike dosti vozil, ne. Se pravi, Pogačar je imel te klasike, je imel še dodatno vse ostalo. No, pa se vam Remko tudi se mi zdi kar velik dirk odvoz, no. Ja, se pravi, mogoče zaradi klasik, Vingegaard jih pač velik, ne. Ja, mislim, to je 1-2 dirke, ki ga pol pač dodatno še vidiš, ne. Ja. Pa se nam zdi, da je to toliko več, drugač. No, sej, Bomo videli, ne še drugi malo ugibajo, ne še drugi povejo, kje vidijo te 4 drug let. Lahko napišete, ampak jaz mislim, da svetovno zdaj za Rogliča, ne vem, jaz mislim, da če bo v dobri formi na koncu, mogoče za njega imam tudi tako, da Tour ja, zaradi ekipe, se pravi, ko bo Red Bull pritiskel, pač da mora iti, ker on je pač zdaj ta glaven tam in bo pač mogel iti na Tour. Zdaj, če bo Pitko še k njim prišel, je mogoče še on, da bo šel isto na Tour, ampak ja, načeloma nekako na ta princip. Za Rogliča sem tudi jaz tako, da svetovno. Bil je že svetovni prvak, pa mu mogoče ta Tour mu je dosti bolj pomemben, kakor pa pač ta mavričasta majica. Ampak ja, mogoče bo tudi, ampak če bo šel tudi po moje bolj pomagati, je pa zelo odvisen, ko se v sezono zaključila. Če bo dobro zaključil sezono, bo po moje tudi še dodatno motiviran, ampak je pa kle po moje šanse tako 5-10%, da bo on na svetovno šel, pa da bo rekel, ok, jaz sem pa ta drug favorit, ki bomo še igrali na njega. Ja, točno to mislim, da ne. Tako da, če je res tako, ja. Lahko zapišete spodaj v komentar, da vidiva še vaše, pa še tam malo podebatiramo. Ok, tale, jaz sem zdaj si bom vsakič, ko mi da imela skup človek, si bom zapisal par vprašanj, ko boš pol ti odgovorila. Tako da bo malo bolj zanimiv. Zdaj pa greva na tole pauzo za kolesarje. Jaz sem si zapisal, da je pametno narediti kdaj en korak nazaj, zato da narediš 2 naprej. Zdaj pa mogoče lahko ti poveš, kako ste se s fanti iz Human Performance centra pogovarjali, kakšne imaš cilje, kaj se v bistvu zdaj počne. V bistvu imeli smo kar tako intenzivno debato, sicer zelo jasno in jedrnato, no, tako kot so v Human Performance vsi. Zdaj, glede na to, da se jaz s tem res čist striktno rekreativno ukvarjam, bom vseeno pač pridem do neke pauze, kjer so mi jo svetovali, in je ta pauza predvsem namenjena temu, da se v bistvu glava spočije od kolesa in od tega, da imaš ves čas nek tempo, da razmišljaš o tem, da boš mogel na kolo, da boš mogel trening izvesti, in da se dejansko od vsega tega spočiješ. Čeprav si pravim, jaz to toliko z veseljem delam, mene to toliko dobro, da zaenkrat ne čutim neke toliko nore potrebe, ampak verjetno mi bo pasal, zato sem si tudi vzela res še en tak frej vikend, tako da gremo še na babi vikend vmes, tako bom zaštartala ta svoj mal daljši odmor od kolesa, kar pa pač ne pomeni jasno, da ne ostaneš nič dejavna, ne. Jaz bom v tem času, zdaj čistočno ta premor, mislim, da bo to tako en teden, da bo res dejansko 0 kolesa. V tem času bom pač malo te vaje za moč delala, sicer to je ne mogoče 2-krat na teden, ne, tako nekako sta mi svetovala tudi oba Blaža, ser Blaž Klemenski za trening. Zraven bom malo sem nekaj se rada vrgla spet v tek, ampak to ni tek v klanc, pa gor, pa dol, pa ne vem, kva tam zdaj jaz ratala trail tekač, ampak tek za njeno ohranjanje kondicije, pa malo zato, da grem ven, pa v naravo. Po hribih rada hodim, sam tisti spet toliko časa vzame. Tako da, tako bo izgledala moja pauza, še vedno moram paziti na prehrano, kaj se je, kaj se ne je, glih tako, če si neki dejaven, je treba nadomeščati to s hidrati. Opozorili so me ne z oreščki, ne za nekimi ploščicami, temi, kva so že crunchy, ne vem, ampak pač dejansko z
s hidrati, da se nadomesti tudi trening za vadbo, a ne, se pravi za moč, ko se dela, da se tudi takrat to nadomesti, če je malo bolj intenziven. Tako da to bo zdaj tako en teden. Potem se bomo pa vrnili nazaj in bomo še malo na te terenske variante, kjer bom zgoraj sem se malo več vozila, ker se bo začel sneg tekla na smučkah. Tako se ful sliši, meni vse, kaj je mi profiči, ki vse skupaj delajo, ampak jaz bom to delala zaradi sebe pa zaradi veselja, ker mi je res ful dobro in se res ful dobro počutim, ko vse to počnem. Kaj pa v bistvu razlog, da si ti to svetoval? Se pravi, to je v bistvu nekak premor, ki ga naredi čisto vsak kolesar, ki trenira bolj resno. Ker tukaj, če tako gledam, jaz sem imela recimo trening je bil od 10 pa tudi do 16 ur na tedensko, a ne, sem imela jaz treninge, kar je pomenil 5 do 6 krat na teden sem bila na kolesu, kjer sem si mogla res organizirati vsak dan posebej in tukaj si res lahko vzameš čas za druge stvari, da res ne razmišljaš nič o kolesu. Tako kot naj bi si vzel tudi nek frej dan med tednom, a ne, za te stvari, da se res odpočiješ pa da narediš nekaj zase, čeprav tega ponovadi, kot je takrat Simon dobro povedal, tudi jaz sem tako delala, da tisti frej dan, ko sem ga imela, sem si naložila vse živo, ne, pa sem šla na občino, pa sem šla avto registrirati, pa sem šla do doktorjev, pa vse, kar sem imela za opraviti, sem si tisti dan naložila in dejansko se nekaj spočil nisi, a ne. Zdaj bom pa res imela dan frej, če bom tiste vaje narediš, ki jih lahko narediš in bom to delala doma, ker imam to motivacijo in voljo, tako da lahko se te vaje doma naredim. Imam tudi nekaj rekvizitov za te vaje, tako da nekaj lahko... Okay, se pravi načeloma bolj, da se telo spočije, da pa lahko restiraš, pa pač spet začneš nekako. Tako, predvsem telo in predvsem pa glava, ne? Predvsem glava. Tukaj oba dva poudarjata, da je tukaj predvsem narejena na glavi. Tudi prehrana, da se kaj pregrešiš, da poješ kaj, kar mogoče drugače ne. Glih zato, ker ti ni treba razmišljati, kaj boš jutri počel, a moraš danes brez maščob, a moraš danes s karbolov delati ali kaj lahko poješ nekaj drugačnega. Daj mogoče, to bo ljudem ziher zanimiv, daj malo svoje številke povej. Se pravi, koliko kil si izgubila v koliko času, koliko si povečala, ne vem, VO2 max, kje ali pa FTP, no, vsaj to osnovno. Se pravi, začela si, februar. Februarja, takoj začetek februarja. Okay. V bistvu to je zdaj, kaj 8, 9, 10, koliko je to zdaj, 9 mesecev. 9 mesecev bo polnih, ja. Ja, res, številke so v bistvu še ven take zanimive, pa kar fascinantne. Se pravi, slušala sem dejansko 16 kil. Zdaj je že kar celih 16, tako da se pravi, vse stvari sem pa dvignila nekje za... Če povem, da sem začela jaz ne vem, s cono 2 na 90 vatih, pa imam zdaj 135 vatov cono 2, tudi 140. Začela sem, ko sem imela FTP, mislim, da sem imela 180 vatov na začetku, zdaj ga imam 225 vatov. Prav več kot 20%. V bistvu, ja, samo je treba pa še gledati, če pa gledaš to zdaj vat na kilo, ne, jih je pa, mislim, da je 35 ali 40% vse skupaj per vat na kilo dvignil. Tako da sem res prišla v bistvu na, jaz imam zdaj FTP skoraj 4 vate na kilo. Kar je v bistvu, se mi zdi, kar dobro za enega rekreativca, no. Ja, ne, si ti... Vice že to, da ti... Rekreativko bom rekla, ker punce imamo kar velike razlike. Ti si še taka, da ko vidiš napredek, klele nas desce gonaš, si še toliko bolj motivirana in je sam še dodatna motivacija za te. Ne? Ja, to mislim, da imajo že tudi eni moški zdaj probleme s tem. Tem se pa fajn zdi. Ja, po eni strani se mi fajn zdi, po drugi strani bom pa mogoče prijatelje izgubila. Tako da ja. Zdaj, ko so šla še na tele velo runde, pa velo izlete, zdaj so se zaključili, 14 dni nazaj je bila zadnja sreda, imeli smo še ta vzpon na Pance, upam, da ste uživali ob komentarju, oziroma ob komentiranju. Zdaj pa povej še, kako pa zdaj poteka, se pravi, to je do konc marca? V bistvu, ja, do konc marca, ja, ko se bo ura spet prestavila, ne, zdaj jutri imamo še napovedano, da res to zadnjo rundo samo vremen nas bo pač očitno pokusil, tako da smo res zaključili z rundami za letos. Še vedno je ogromen
na Instagram dobim čisto vsak teden saj par vprašanj, kako potekajo naše runde. In sem jih pač vse napotila, vse, kar ne veste, dajte se pogledati naša socialna omrežja od Velobara, od Approved Cyclinga, od Instagrama, YouTubea, TikToka, Facebooka, tam mislim, da nas boste lahko spoznali, kako izgledajo naše runde, kaj je v bistvu vizija naših rund, ker me sprašujejo, že tudi začeli spraševati, koliko vatov na kilo vozimo v eni skupini. Zdaj, kad toliko detajle ne gremo, smo rekreativno, se pravi, 3 skupine naredimo po jakostih in te so sigurno vse te 3 skupine primerne za čist vsazga, ki ima specialko, pa ki se zna specialko nekako malo voziti, ki ve, kaj je specialka, je približen. In v eni od teh skupin se bo sigurno najdu. Nobena pa ni namenjena ne dirkanju, ne tekmovanju, razen takrat, ko naredimo ta velo vzpona. Razen ta hitra skupina, mogoče res fantje lahko malo podirkajo takrat. Zdaj do marca bomo imeli pa to, smo rekli, predstavili samo v vikende, se rado bomo res samo vikend, sobota ali nedelja, odvisen bo od vremena, tako da tudi spremljati, ko se objav. Bomo delali tudi z gorskimi kolesi. Imamo že 3-4 lepe trase okoli Ljubljane. Malo bomo še prosili, kakšne, ki poznajo bolj te makedamske poti okoli Ljubljane, da nam bojo pomagali še kakšno traso pripraviti. Drugače pa, če bo kdo pripravljen, pa da bo suha cesta, se lahko tudi na cesti naredi še kakšen izlet. Tako da to bo do marca, tako da se ta zadeva ohranja. Pa da še vsi se lahko malo vidimo, pa še vsem podružimo, pa še kaj povemo. Ok, se pravi, za vikende bojo zdaj runde izleti, ni več toliko pretegovanja, ampak fora je bolj druženje, tako da spremljite Velobar, Instagram, pa boste vse videli. Greva zdaj vsak let, pa smo lahko v kolesarstvu, ne vem, če ali si 20 let, ali si pa prvi let vidiš take zelo posebno oblečene ljudi na kolesu. Ti si to meni glih včeraj rekla, pa mislim, da je to ta prava tema, da jo izpostavlja, se pravi, kako se obleči, pa rečemo pri temperaturah po 20 stopinj. Predpostavljava seveda to, da vsi smo drugačni, eni so malo bolj zmrznjeni, eni imajo kadenco višjo itd., tako da ni vse sveto, je pa, ste pa določeni preveč oblečeni, medtem kakšni ste kdaj tudi premalo, ampak se mi zdi, da največkrat zdajle v tem času se vidi ljudi, ki so vsaj za moje pojme preveč oblečeni, ker mislijo, da jih bo zebel. Pa zakuhajo jih pa zebe v bistvu zaradi tega, ker so prešvicani, pride veter spodaj in... To je mislim, da najbolj pomembna stvar, ki tudi jaz tukaj vedno razlagam vsakmu, pa sem tudi jaz rabila zelo dolg časa, da sem to dojela. Jaz sem recimo zelo probleme sem imela dolg časa, da me je zebel v prste na nogi. In zdaj mene je zebel na prste na nogi včasih tudi poletne. Kako to mene zebe? Pa vsi ti imaš slabo prekrvavitev. Sem nima slabo prekrvavitev. Na koncu sem ugotovila, kaj ful švicam v noge. Res zašvicam v noge. In jasno, da kaj je mokra čevelj, pa si ti odzuni na temperaturi 10-15 stopinj, te to po 45 minutah, 1 uri, 2 urah vedno bolj zebe. In tudi polet te lahko, ko imaš prešvicano nogo na kakšnem spustu v senci, takrat zazebe v prste. In zdaj tukaj v bistvu dejansko neki ful noro, ne vem, kaj ne moreš narediti. Razen, da probaš s čim bolj kvalitetnimi nogavicami, to je meni ful odnesel. Pa zdaj, ko se bo začel še malo bolj hladen mraz, mi je pa definitivno najboljša stvar, kar sem si jo lahko kupila, zimski kolesarski čevlji. Da je za nas specialko zimski čevelj, ki je z Gore-Texom, noter ima, tole mislim, da je merino volno, ali kako pač te sidijeve, sem si vzela, se verjetno so druge v redu. In to tam pa noga mi ne švica in ne rabiš nobenih galoš, nobenih štumfov posebnih, ničesar nič. Pa nogavice, nogavice tele, ki so tudi, zdaj tele, recimo glih danes, imam gor tudi takele, kam šla zdaj na kolo, kjer je tudi malo volne noter dodane, pa bom zdaj jaz danes bom brez naprstnikov, brez galoš, brez vsega. Si dam tele nogavice, zato ker ta nogavica tudi če zašvica, me ne bo toliko zebel, kakor v navadni bombažni. Ja, mislim, klej bi jaz še poudaril, tisti, ki imate orang tesne, se pravi, kad date nogo v čevelj, pa je tesno, ne kupovati, že to bo že pri poletnih, ne kupovati zimskih nogavic, zaradi tega, ker so vse debelejše in bo pol še slabša prekrvavitev, vas bo še hitreje začeli zebsti v noge.
boljše s poletnimi nogavicami potem voziti, pa rajš, da tal galoše čez ali pa na prstnike. Pri galošah pa spet treba paziti, če so kakšne, ki preveč stisnejo, zna cel čevelj toliko stisnen, da spet ne bo v redu. In zaradi tega so pač te zimski čevlji toliko v redu. Jaz jih imam tudi, sem jih tudi vozil, takrat, ko sem se malo več vozil po zim. In jaz moram reči, da tam do enih 5 stopinj, ali pa si mislim, da začel sem jih voziti pod 10 stopinj, pa pri parih stopinjah nisem uporabljal nobenih galoš, ko sem se šel pa voziti okrog 0, sem si pa dal ali sam na prstnike gor, pa je bilo vsaj meni, je bilo pač uno dost. Na zimskih tudi to ne rabim, pa sem se tudi na 5 stopinjah vozila, pa Jaz jih skozi vozim s poletnimi štumfi. Jaz imam res ozko nogo, no, pa ženska. Pač čevlji so itak, te boljši modeli niso nič ločeni na moške, na ženske in meni pač vsi čevlji so zelo v redu. Pač jaz vozim trenutno sam eno znamko čevljev, ker mi res ta najbolj odgovarja. Karkoli drugega probam, mi je vse preširok, si jih mi zmanjka na koncu že za zategniti. Vem pa če imaš nogo širšo, je pa to sigurno večji problem, ne tudi mersati. Zelo redko kdaj da te debele štumfe gor, da sam na une čevlje, ki so res malo večji. V zimske so pa že tako malo širš narejeni, in jih lahko marsikaj. Jaz bi tudi ta zimski čevelj svetovala vsakmu, če greste 10-krat, pa ne 10, če se 10-krat ali pa 5-krat se vam bo obrestval, ker to je čevelj forever. Vsega na ošrabu, to je, ne vem, tistih 200 evrov, kolikor so zdaj 150, mislim, da se da kupiti. 7-8 let. Sej nimaš kaj na njemu, bač malo ga mogoče s tem impregnacijskim sprejem posprejaš za impregniranje vsak let in to je to. Nič, greva zdaj na tale oblačila. Se pravi, kako glih, zdaj je bil kolega klej prišel po eno robo, se pravi, kako se oblečiti. Zdaj, jaz sem ful zagovornik teh več slojnih, večplastno se oblečiti. Ja. In klej je tako, da jaz bom povedal samo za naš brand, ki to pač poznam, in če se pogovarjamo od par stopinj pa gor, je meni od Asusa Springfall kolekcija idealna, s tem, da se pol sam še brez rokavnik vzame, pa imaš praktičen komplet. Zdaj jaz govorim za Ekiper S linijo, zdaj se imenuje, mislim, da Ekiper, ki je, in je govorijo dolga švic majica, se pravi, kaj je ta jakna oziroma ta lahka majica z dolgimi rokavi. To je ta Springfall varianta. Ja, Springfall kratke hlače, pa so pa kle kolenčniki, lahko tudi pač hlačence, kakor komu ustreza, na prstniki, pa jesensko spomladanske rokavice, pa meni je zelo všeč trak, jaz kape, če ni res par stopinj, je ne nosim, zato ker preveč hitro zakuham in mi je trak pač bolj všeč, je pa fajn, če imaš kle sinuse pokrite, to pa uporabljam že zadnjič, ko sem šel, pa je bilo 15 stopinj, pa mi je bil trak super. Tako da to pa sam kombiniram, čisto odvisen, tako kot je danes, si ti oblekla, si dala kratko majico gor, dolgo švic majico, če ti je vroče, lahko še vedno sam švic majico zavihaš in je pač je čisto v redu. Pol pa za kakšen spust ali pa če te bo senca dobila, imaš pa brez rokavnik in je to. Zdaj, kar je kakšnih teh boljših brezrokavnikov, ki jih imate načeloma celo furo lahko gor, se pravi, so zadnji odprti. Meni je pa Asusomu všeč, da ga lahko od spodaj gor odpnem in ga imam sam čez prsa zapetega, zato ker tukaj to je pač najbolj na udaru. In če te sem ne zebe, pol... Tako sem ga jaz imela zadnjič v nedeljo, tale brezrokavnik. V bistvu sem bila tudi tako oblečena kot danes, tenka švic majica, dres, pa sem imela pa ta brezrokavnik čez in pač jaz nisem toliko, oziroma smo tudi kar potegnili, jasno vada, Bogan šperka, ne gor in zdaj nisem toliko žiga pred mano, ko smo se vozili, ne vem, jaz 220 vatov, pa se žiga slačil brez roko, mislim, se to ne upam, ne, in sem se tako, kot ste rekel, ne, odpela samo do vrha, se pravi brez rokavnik in sem prišla lepo z njemu gor in mi je glih tako piho, ne, vse pa sem si ga gor slekla na vrhu, ampak je zelo dober, no, zelo se da, kukor je tako tudi zelo topu. Zakaj si ga slekla na vrh? Ja, zato, ker smo šli pol še malo naprej, zgolj bilo ful vroče. Sam jaz si ga nisem imela cajta na klancu več slačati. Prepozno sem se spomnila, da bi ga bilo treba slečiti.
Ja, se pravim, da glih zato je dober ta brezrokavnik tudi za une. Jaz vem, da nismo vsi toliko vešči, da se znamo kar brez rok voziti, pa odpeti še brezrokavnik, pa zapeti, pa ga še zložiti, pa še v žep dati, ker to pač mogoče, ja, tudi če bojem po pravici tudi ženske, še mene nisem videla tega narediti. No. Jaz sicer ga slečam, unga ta šuškavga, to lahko, pa si ga zvijem tega, ki ga je treba malo lepši še zraven zložiti, pa noter, da to jaz se ne upam početi, sploh pa ne na klanc per 25 na uro, če se gor vozimo, ne. Tega se ne upam narediti. In je zato res dober ta brezrokavnik, ker pa to lahko komod narediš. Uspneš ga pa. Tako da tukaj, to je pač moj nasvet tisti, ki se vozite, se pravi, da ste res velik na kolesu pod 5 stopinj, vi kupite še zimsko robo, vsi ostali, ki se začnete voziti, ne vem, kaj 3-4 stopinje, pa gor, pa da je sonce, ne rabite zimskih oblačil, pa ste lahko ful zmrznani, boljše kombinirati z debelejšo švic majico, če se vam že res zdi, da vas zebe. Pa eno pravilo, ki se ga lahko vsi držite, je, ko stopite ven, če vam je toplo, ste preveč oblečeni. Se pravi, more vas malo zazebsti in prvi občutek mora biti, da vas je čist malo zahladil, ne zdaj, da zmrznete, ampak zato, ker po 5-10 minutah, ko malo začnete delati, boste takoj zašvicali. In problem je, če vam teče dol, vas bo to začel zebsti, zaradi tega vas začel zebsti. No. Tako da to je my 2 cents. A imaš ti še kaj tukaj, kar se tiče oblačil? Ne, to je v bistvu to. Vse sem danes tako oblečena. Jaz sem danes tele nogavčke. Te nogavčki so narejeni, da pridejo čist do vrha gor stegen, zato imam jaz danes kar navadne hlače, niti termo jih nisem vzela, ker mi drugače to vsevska prevroče. Sem danes mora tudi reči, da je sonce zunaj pa koliko enih 15 stopinj je ziher. Danes jih je bilo 22, zdaj ne bi jih bilo 18, kam šla še ven. Okay. Ja, sicer to je ta sončna varianta, vse, ki priješ v senco je hladno, ne? To niso res te temperature. Ja, 15 recimo, da je feeling temperature, tako da vse to je Ljubljani, tako kot ste rekel, se Jaz še dolge do konca dol hlače imam res ful malkrat. Tako da, ja, to je pa predvsem, vidim jaz pri telih moških, klele jih je krene par, moram reči, da so oblečeni, pa so to kolesari eni že cel življenje, pa skozi jamrajo, koliko jih zebe na kolesu, oblečeni so 6-krat več, kot mi vsi, švic smo točno tako, kot ste rekel, tečemo od kole preglavo dol, ampak on je še vedno vas zavit in ne moreš jim dopovedati. Zdaj, jaz sem klele sicer še napisan za naše akcije, sam trenutno se pripravljamo na Black Friday, ker niti še ne vem, kaj vse bo, tako da ja, to je to, bolj za testiranje kolesno. Če koga še zanima, se oglasite, jutri pride še Matej Lovše, pa bo z njim posnela, ki je zdaj testiral tale naš kolo, pa ga v primerju z Colnagatom V4 RS, je tudi testiral s Princeton obroči, s temi niš obroči, tako da bomo videli, kaj bomo zapovedati. Evo, Peter, zdaj imam pa še taka zelo simpel vprašanja zate, ker sem se jaz glih zanč pogovarjal, mislim, ker sem jaz zanč imel en podoben video, pa greva reči, kaj misliš, da bi bil zate najboljši entry level bike? To govoriva, če reči, kaj, do 2 jurja, ali do 4 jurje. A ti, zdaj govoriš o znesku, kaj, denarnem ali o kolesu do tega zneska? Ja, o kolesu, kjer kolo bi zdaj kupila, rečemo, če bi imela kaj, 2 ali 4, to je velika razlika. 2 jurja. Da je entry level, rečemo do 2 jurja. Ja, za 2 jurja, se pa, za 2 jurja po moje že zdaj kar težko najdeti kolo. Zdaj sme pa dubo, ker vem, da tvoji niso 2, ker so več. Definitivno po vseh teh kritikah zdaj, ki so na gusto kolo ne bi šla, ne. Sicer mogoče, če bi me to vprašal 2 mesec nazaj, bi ti rekla mogoče gusto, ker mi je lep dosti za pogled sam po vseh kritikah, ki jih slišam, ne vem, če bi jih to, mogoče, ne vem, se dobi kakšen laper še za ta denar, da bi bil lahko, zdaj ne vem, tudi mu verjetno Viljeri so bili tudi včasih v temu znesku se je še dal dobiti kar kakšen dober kolo. Ne bi pa
šla na druge znamke, ki vem, kjer bi ti rekel, kakšen Scott, ampak to je definitivno ne. Ja, jaz bi klej zihar, zdaj, če ni nobene opreme, bi rekel Decathlon, pa bi šel tja not, pa bi kupil nekaj za Jurija. To govoriva entry level, ne za kolesarja, ki se skozi voz, ampak za kolesarja, ki kupuje prvo kolo. In mi je pač tam je definitivno zanimiv, ko vem, da bi zagonil pol še 500 evrov dodatno še za opremo in imaš pol še zmer 500 evrov v žepu, rečemo. Pol ta druga izbira je pa pri meni Scott, zaradi tega, ko vem, da price performance v tem razredu je vedno dosti ponujil, sploh zdaj, ko so že popusti. Zdaj, LPR je, sam ga pač ne bi niti pogledal, pa še par drugih znamk, ker mi je pač že tako mi je grd za pogledati in se, ne vem, to, ja, ne bi... Ja, jaz sem bolj tukaj rekel, gledala mogoče na glih to, da dobiš tu dosti dober kolo, a ne, pač za 2 jurja, a ne. Ker teli v Decathlonu kolesa, ki so, sem jih jaz tudi gledala, saj tista, ki so pri nas dobijo v Decathlonu, a ne, specialke, kar se dobi pri nas. Ne, kar se kup lahko preko se tudi spleta, se da marsikaj verjetno dobiti, ne ima se lahko nam v Slovenijo naroči, ali ne. Naši Decathlon ima res tako groza od specialk, no. Jaz sam poznam par fantov iz fitnessa, ki so ga kupili in to so res gorile od ljudi. Ja. In jih zdrži. Pa eni se res vozijo tako 3-4 na teden. Ne se verjamem, da jih zdrži, sam bolj so mi tako težka kolesa. Za Jurija ne moreš pričakovati, da bo pa to nek ultralight. Ok, to si še res v tako ceno, ker jaz že skoraj težko, da bi sploh. Mogoče že bi tako svetovala, pol ne si reč rabljam ga kupim, ampak to je drugo, ja. Evo, zdaj pa če bi imela za zbirati en top high-end bike, pa da to ne bi bila dogma, kaj bi zbrala? Pa se pravi, klepa govoriva, denar nima veze, ti hočeš imeti svoj sanski bike, pa če ti dam Pinarello, vem, da bi Pinarello to vzela. Tako da rečemo, tega ne smeš, tako da karkoli drugega, kaj bi zbrala. Zdaj smitek... Je, ker to že vsi vemo, kaj še rekla. Ja, sej vem. Ja, ne, in se teh koles zdaj lepih, a ne za pogledati, kar neki... Ne govoriva o race bike. Ja, se v race bike-u, a ne, sej tukaj mogoče ni vse sam kolo, tudi vse, kaj gor pol na njega bi še dal, a ne, ker meni... Se lahko vse poveš. Danes smo imeli te debato. Ja, sej zdaj lih razmišljam, a ne. Mislim, definitivno mi je rado zelo zanimiv kolo, sam pač še vedno je pač ena malenkost, ki me moti, recimo Trek Madonna, ne. Je rado zelo zanimiv, sploh ta nov zdaj, ker smo ga imeli tukaj tudi v živo. Se zdaj voz Habič iz njemu in je ful navdušen nad kolesom. On je dober kolesar, tako da tudi vem, pa veliko je že prekolesaril, pa tudi zelo veliko koles je že imel raznih znamk, tako da mu kar lahko zaupam. Ampak samo kolo je zelo zanimiv za pogled, razen pač ta zadnji del je še vedno meni nekako ne gre sploh od blizu, ko ga vidiš na cesti, to še zgine. Ampak samo kolo je res narejen dober, da se ga z barvam lepo kombinirati, razne barvne kombinacije na njemu, narediti ga sam ga pobarvati. Bi pa definitivno gor bila na Dura Aceu, z Ceramic Speedom, OSPV-jem, z Princeton Feltnam bi ostala na njih, ne bi nič spremenila, ne bi nič šla drugače z 45, se pravi visokimi. Bi si mogoče enkrat, če bi še lahko imela izbirala, bi si dala še karbon, tej gor zobnike. Slejka prej verjetno bomo tudi na diskih karbonskih. Sedež, še vedno Berg, ta me zelo Ferbec smatra za ta njihov monokok, karkoli. Zdaj le neki pač glih tuhtam, oziroma najprej bom šla do Dejana na en fitting še in bom videla, kaj bomo takrat tam pogruntali pa namerali, pa bi bil ta sedež mi zelo zanimiv za probat, no. Tako da to bi bila stvar, ki bi dala verjetno si na kolo slejka prej. Tako da to bi bilo en tak mogoče, ne vem. To je zdaj čisto, ko si mi Pinarello ta odbol stran. za videz, no. Specialized kolo mi je samo v smislu zato, ker ga vozijo pač eni najboljših kolesarjev na svetu zdaj, a ne, še vedno so to, zato tudi mogoče bi bil zanimiv enkrat zaprobat, ker se nisem nikoli z S-Worksom, recimo s kakšnim top, da bi bil res orang zadeva. Mi je pa lep za pogled, ga lahko pač klasika, a ne.
Tako da, če sem pa že stokrat sem pa ponovila, če bi bila zdajle ostala brez dogme, ne vem kaj, da bi se mi zgodilo, da mi je, ne vem, boh ne daj se kaj zgodi z okvirjem, pa bi mogla na hitro kupiti neko kolo, pa ker pač se vse rada dobro peljem, a ne na kolesu, pa upam, da bi tam feltne ostale cele. Bi si pač kupila, verjetno glede pretep Niša. Gor bi si dala Princeton feltne, ne, pa vse, kar bi ostalo tam. Pa bi si ga skombinirala. Tudi barve so zanimive, ker si ga lahko tudi po svoje narediš, ne. Pa res kolo se pele za ta rang denarja meni vrhunsko. Tako da... Pa imamo pa še zadnjo kategorijo. Ja. Sunday bike. To je pa ta šminkerski. Ja. Vse v bistvu tega, ki ga jaz imam nekako tudi, ne. To misliš verjetno v tem smislu, ker imam mersat kolnago ta jaz Carrero. Je klena, je titan, je tudi lahko karbonski kakšen, kad je tak, ka veš, da se ne pele kot race bike dober, ampak da ti pa tako, ko ga pogledaš, pa si rečeš, pisa, to pa... Meni so še vedno za tako varianto za pogledati kolesa z nakavico, ne, te variante še vedno to oldtimer kolesa. Ne. Jaz jih še vedno gledam ta, kaj je ta vintage splet, tale naš slovenska dela, tele stara kolesa, ki jih rihta. Se ima dober Instagram gor, on ima ful huda gorba in kolesa, ne. Recimo, in en tak... Od Kocjana, mislim. Ja, od Kocjana. Pa kaj so že, kaj že? Premium cycling. Premium cycling, tako, premium cycling. No, če bi imela definitivno en tak kolo, se meni tukaj to znamka ni pomembna, konc koncev, ne, sigurno ne bi imela spet nekega Bianchija, ki je vsak ta drug že tam predelan, mogoče bi bil tudi kakšen kolnago, ki so res hudo zrihtani. Čeprav tudi, ne vem, v neki zlati barvi, pa vse pokromiran, pa vse na šminki, tako da bi bil res, da bi se šajnil na 100 kilometrov, tako da mislim, to je tisto, kar bi, če bi imela za nakavico ta Sunday bike, pa da nima veze, kako se pele. Saj imam nekako to Carrero recimo narejeno, ne samo, da bi imela ta kolo, bi ga imela pa iz original deli, se pravi, da bi imel gore eno staro kampo, res z detajli, ki je bilo še vse, ki bi ročno naredil, no, s tistimi detajli. Pa bi nekaj tazga. Okay. Če bi bilo brez omejitve, ker tiste, mislim, da še na koncu te tisk košta več, kot Madon, ki smo ga prej opisvala. Kar orang, dragi. Ja. Ok. Mislim, da so zaključila. Okay. Hvala, ker ste spremljali. Petra mora na hitro na kolo, jaz pa naprej delati. Pezim na babi vikend, ko me ne bo. O bože, uživite, lep dan, spremljajte naslednji kolesarski čvek, ki pride pa Lovše, pa bo pokomentiral nazga Niša, ki ga je imel zdaj na testu en teden, tako da bomo še od njega slišali kaj, kako se pele. No, to tudi mene zanima. Tako da, to je to. Noč, do naslednjič, se slišimo. Čau. Čau.